dela, po mojem. Ja.
spet uživa. Veš, pa mogo narediti, kaj imaš stojav, letem čez klobaso skozi. Gor bi dal rekord, pa gor bi pa čez klobaso.
pač poje, pa bolj počas, pa to on bo zboru dirigiral in da vsi Dimitri. Aceito.
Gospod na nebesni višavi. Gospod usliši mojo molitev. Gospod z vami. Molimo. Dobri Bog vsako leto nas razveseljuje slavjem Kristusovega vstajanja. Naj nam to praznovanje pomaga, da bomo nekoč obhajali večno in neminljivo veliko noč po Kristusu našem Gospodu. si nam podelil. Molimo, dobri Bog, vse ljudi si odrešil z velikonočno skrivnostjo Tvojega Sina, ohranil nas delo svojega usmiljenja, da bomo trajno obhajali skrivnost odrešenja in prejemali njegove sadove po Kristusu našem Gospodu.
Vsemogočni večni Bog, danes je tvoj sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega vstajenja naj nas v svetem duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Iste dni je Peter spregovoril: Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priča vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral. Nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. To je Božja beseda. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, Reci zdaj Božje ljudstvo, vekomaj traja njegova dobrota. Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda, vekomaj traja njegova dobrota. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Kamen, ki so ga zidani zavrgli, je postal pogelni kamen. To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga in se radujmo. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker je Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, če ste ostali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Poslušali smo Božjo besedo.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, še v temi k grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, in jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitev in prišel prvi k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Teda je prišel tudi Simon Peter, ki je prišel za njim in vstopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Teda je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel k grobu in je videl in je veroval. Nista še namreč razumela pisma, da mora Gospod stati od mrtvih. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, v dnevih tik pred veliko nočjo sem dobil voščilnico, ki me je med vsemi najbolj nagovorila in bi jo rad v tem prazničnem jutru podelil z vami. Na papirju je bil narisan ustali Jezus Kristus. Ne s spretnostjo in izrazno močjo velikega umetnika, pač pa s preprostostjo in izrazno močjo otroka. Na prsih in na rokah ima krvave rane, glavo mu obdaja ogromna aureola in vse njegovo telo izžareva blago rumenkasto svetlobovo kolje, ki je turobno sivo. Pod Jezusom, pravzaprav preko njegovih nog pa je napisana ena sama beseda: veruješ. In velik vprašaj na koncu to besedo naravnava name osebno. Ta voščilnica me je neizprosno postavila pred bistvo velike noči. Veruješ. Če veruješ, da je Jezus Kristus vstal, potem je praznovanje velike noči smiselno in utemeljeno. Če v njegovo vstajanje ne veruješ, potem je velika noč izpraznjena vse njene vsebine. Ostane samo lupina zunanjosti, ki je sicer prijazna in všečna, toda že v jutru velikonočnega ponedeljka se izkaže, da je prazna. Čisto prazna, v resnici samo lupina. Vprašanje o veri v Jezusovo vstajenje
ni zgolj govorniška fraza, ampak sega do korenin moje vere in do korenin krščanstva kot takega. V evangelskem odlomku iz Janezovega poročila o Jezusovem življenju, trpljenju, smrti in vstajenju smo slišali, da v prvem velikonočnem jutru ni bilo nobene sledi o kakršnikoli veri v Jezusovo vstajenje. Nihče. Čisto nihče ni pričakoval vstajenja. Ko je Marija Magdalena prišla k grobu in spoznala, da je prazen, jo je prevzela boleča misel, da so Jezusovo telo ukradli. Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Kam naj sedaj hodi žalovati? Kje naj izjoče svoje solze, ker je njen Gospod mrtev? Ta njen stavek tudi sicer preprosto, a v srce se ga jočo ugotovitvijo pove, kako pomemben je grob. Kako pomembno je, da žalujoči poznajo grob svojega pokojnega. Če nimajo groba, če ne vedo zanj ali ga ne poznajo, ne morejo nikjer jokati solz žalosti, ne morejo nikjer stopati po poti žalovanja za pokojnim. Zato imeti grob ni samo temeljna zahteva našega pietetnega odnosa do pokojnih, ampak tudi temeljna zahteva našega sočutnega odnosa do žalujočih. Prazen grob v Mariji Magdaleni ni vzplamtil nobene misli na vstajenje. Kot da vseh Jezusovih napovedi trpljenja, smrti in vstajenja sploh ne bi bilo. Ko je bila na Veliki petek navzoča pri Jezusovem pokopu, so se ji grob, kamen, ki je bil zavaljen pred vhodom v grob, in pečat, s katerim je Pilat zagotovil, da se groba ne bo nihče dotikal, zdeli tako dokončni, tako nepreklicni, da so izbrisali vsakršno misel na vstajenje, vsakršno vero v vstajenje. Ko je Marija z novico, da so Gospoda vzeli iz groba, pritekla do apostolov, sta se k grobu odpravila tudi Simon Peter in Janez. Ne, odpravila ni prav. Tekla sta, pravi evangelist. Skupaj sta tekla. Ko sta pogledala v grob, sta ugotovila, da je imela Marija Magdalena prav. Jezusa ni v grobu. Grob je prazen. Vendar tudi ta dva še nista razumela pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. Prazen grob jo zato preseneti, jo osupne. Janez je šele potem, ko je vstopil v grob in videl povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povojih, temveč posebej, zvit na drugem mestu, videl in veroval. Povoji in prtič, zvit na drugem mestu, so ga prepričali, da Jezusovega telesa niso ukradli, da ga niso nikamor odnesli, ampak da je vstal. Morebiti se je takrat v Janezu prebudil spomin na to, kolikokrat je Jezus spregovoril, da gredo v Jeruzalem, da bo tam izročen v roke velikim duhovnikom in pismoukom, da bo moral veliko trpeti, da ga bodo umorili, toda tretji dan bo vstal od mrtvih. Dragi bratje in sestre, dejstva prvega velikonočnega jutra nam sporočajo, da vera v Jezusovo vstajenje ni nekaj samo po sebi umevnega. Prazen grob je nagovoril samo Janeza. Marija Magdalena in Simon Peter sta začela verovati šele potem, ko se jima je Jezus osebno prikazal. Do osebnega srečanja z njim sta lahko zgolj strmela nad vsem, kar se je v tistem jutru dogajalo, si postavljala vprašanja in doživljala strah in negotovost, ker odgovorov nista dobila ne iz znamen, ne iz sebe. Osebno srečanje
pa je tudi njima odstrlo tančico nevednosti in negotovosti. Jezus, njun Gospod in Učitelj, je vstal in živi. Dovolite, da sedaj voščilnico z velikim vprašanjem na koncu besede veruješ postavim pred vas. Ali verujete v vstajenje Gospoda Jezusa Kristusa, križanega in pokopanega? Na odgovoru na to vprašanje sloni vse. Če lahko vsak izmed nas in potem tudi mi kot občestvo na to vprašanje odgovorimo pozitivno, če lahko rečemo, da verujemo v Jezusovo vstajenje, v tistem trenutku dobijo svoj temelj in trdnost tudi vse druge resnice naše vere. V tistem trenutku je naše krščanstvo utemeljeno na zmagi življenja nad smrtjo. V tistem trenutku grob ni več enosmerna cesta, brez izhoda, in smrt izgubi pomen absolutnega konca. Pred nami se odpira prihodnost, v katero je v svojem vstajenju vstopil Jezus in v katero bomo po krstu in po veri vanj stopili tudi mi. Veruješ to? Verujete to? Omenil sem, da ima vstali Jezus na voščilnici rane na rokah in prsih. Tudi ko se je prikazal apostolu Tomažu, ki se je zarekel, da ne bo veroval, dokler ne bo položil svojega prsta v rane na rokah in svoje dlani v rano na njegovih prsih, je pokazal svoje rane. Vstali in poveličani Jezus je zaznamovan z ranami. Trpljenje, s katerim smo se naden spravili ljudje, je na njem pustilo sledove. Tudi smrt in vstajenje sledov trpljenja nista izbrisali. Vendar te rane nikakor niso znamenje njegovega poraza, ampak so postale razpoznavno znamenje njegove zmage. Sovraštvo, sramotenje, trnjeva krona in neusmiljeno bičanje, žeblji v njegovih rokah in nogah in tudi sulica v njegovem srcu, vsa ta znamenja krivice in nasilja, ki so zaznamovala njegovo telo, ne slavijo zmage. Ostajajo odtisnjena na njegovem poveličanem telesu kot dokaz ljubezni in odpuščanja, ki sta močnejša od vsega, s čimer smo se naden spravili ljudje. To je tudi veliko sporočilo upanja za vse, ki v našem času in našem svetu trpijo preganjanje, nasilje, izkoriščanje. Morda jih vse to manj zaznemuje na njihovih telesih kot na njihovih dušah. Morda so to rane, ki sicer ne krvavijo navzven, ki pa vendarle neznosno bolijo navznoter. Velika noč Jezusa Kristusa nam govori, da bo ljubezen zmagala, da bo odpuščanje zmagalo, da bo Bog končni zmagovalec nad vsem. Na drugi strani voščilnica je ena sama beseda, aleluja, in spodaj imena. Aleluja, radosten klic, radostno povabilo k slavljenju Boga. Imena pa mi govorijo, da mora vsak človek osebno slaviti Boga, radostno prepevati svojemu odrešeniku in Gospodu. Bratje in sestre, vsem želim, da bi tudi po tej veliki noči postali neomajni verniki v Jezusovo vstajenje. Iz te vere pa naj se rodiva radost, ki jo pomeni vzklikanje aleluja. Prepevajte aleluja s svojimi srci in usti in jo živite s svojim življenjem. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje,
Bratje in sestre, Bog nas je razveselil z ustajanjem svojega Sina, prosimo za zveličanje vsega sveta. Od mrtvih stali Kristus, pomagaj papežu Frančišku, škofom, duhovnikom in vsem služabnikom cerkve, da bodo zveste priče tvojega ustajenja. Prosimo. Podpiraj vse ljudi, da bo dobrota premagala zlo v svetu in bomo živeli v miru in svobodi. Prosimo, usliši nas. Vodi na pot spreobrnenja vse, ki so zašli, da bodo s teboj vstali k novemu življenju. Prosimo. Utrdi nam upanje v večno življenje, saj smo se v krstu prerodili za večno slavo. Sprejmi vse naše rajne v nebeško veselje, naj s teboj večno uživajo velikonočne praznike. Prosimo te, usliši nas. Zmagoslavni kralj, s trpljenjem in vstajenjem si prenovil vesoljni svet. Usliši naše prošnje in nas ohranjaj v svoji ljubezni zdaj in vekomaj. Amen. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Gospod naš Bog, polni velikonočnega veselja ti darujemo to daritev.
V njej se tvoja crkev tako čudovito prenavlja in hrani. O Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Se spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da tebe, Gospod, vidno slavimo. Slovisneje pa te hvalimo od tada, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, je odzigilo grihe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svit, pa tudi angeli v nebesih nenehno prebivajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo.
resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na dan, ko ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni je v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, njegovima pomožnima škofoma Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si na nebesi, posvečena bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebi
vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom. Popolni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Dragi bratje in sestre, ta dar ustalega Jezusa Kristusa, ta mir vam bodi, si podelimo med seboj. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo
in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
neizmerno ljubiznijo varuj svojo crkv, prenovil si jo v velikonočnih skrivnostih, naj pride do slave vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Častiti oče Stanislav, po milosti Božji in apostolskega sedeža Škof Ljubljanske cerkve, bo v imenu svetega očeta podelil blagoslov s popolnim odpustvom vsem tukaj navzočim, ki so resnično skesani in so opravili svetospoved ter prejeli sveto obhajilo. Prosite Boga za svetega očeta Frančiška, našega škofa Stanislava in za sveto mater cerkev, ter si prizadevajte, da boste v popolnem občestvu z njo živeli sveto življenje. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In odpelji nas v škano, ne preveči nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Gospod z vami. Pripravite svoje srca za blagoslov. Naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Po vstajenju svojega edinorojenega Sina nas Bog prenavlja za večno življenje. Naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Po končanih dnevih Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. Na priprošnjo svetih apostolov Petra in Pavla, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.